ljud sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne dajajte svetega psom in ne mečite svojih biserov pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim. To je namreč postav in preroki. Stopite skozi ozka vrata, zakaj široka so vrata in prostrana je pot, ki drži v pogubo. In mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje. In malo jih je, ki jo najde. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako, dragi bratje in sestre, dovolite mi, da teh dneh, ko sem razmišljal o tej maši, kako bomo dan nocoj skupaj, sem razmišljal tudi o domovini, o temu geslu in rad bi delil z vami ta svoja občutja. To, kar mi je govoril v teh dneh po Božji besedi, po dogodkih življenja, tudi po tem, kar sem srečal, Sveti Duh. Molitev za domovino. Se mi zdi, da to je ena taka čudovita pobuda pred dnevom državnosti. To je spodbuda zlasti za nas verujoče, da se zavemo, da je domovina mati. Da je domovina tista, ki nas povezuje, ne glede na to, da so danes meje odprte in nekako nimamo več tega občutka, do kje sega njen objem. Vendar lahko rečemo, da je domovina naš dom, v katerem živimo, se gibljemo in smo, kot pravi apostol Pavel, če se sposodim njegove besede. Sam imam že nekaj časa malo polomljeno koleno in razmišljam o tem, kako dragoceno je zdravje. Vendar dokler ga imamo in je vse v redu in smo fit, se ne zavedamo, kako je dragoceno. In podobno se mi zdi, da je tudi z domovino, da jo imamo, smo v njenem varnem objemu, smo svobodni, smo srečni, nobeden nas ne preganja, ni vojne, ni lakote, ni kakšnih hudih nesreč in pravzaprav smo srečni, smo preskrbljeni in smo tudi svobodni. In prav ob tem geslu te molitve nocoj in jutri za domovino je prav, da se Bogu zahvalimo za svobodo. Veliko vojn divja po svetu in to slišimo vse povsod. Tudi veliko kristjanov je preganjanih na tem našem planetu in zato smo lahko Bogu hvaležni in je prav, da se mu zahvalimo za svobodo, ki jo imamo in ki nam je podarjena.
in je prav, da za njo molimo, da bo Bog videl, da smo za njo iskreno hvaležni. Resnica je, da se pogosto obnašamo kot nehvaležni in razvajeni otroci, ki pravzaprav vse hočemo imeti in ne da bi se vprašali pri tem, kaj je pa naša dolžnost in kaj je moj tisti doprinos ali delež tudi do domovine, ki ga lahko dam kot domater. In ena prvih stvari je, da bi jo vključil v svoje molitve, da bi za njo bilo moje srce in da bi se čutil za njo tudi soodgovoren. In zato se mi zdi ta druga beseda, odgovornost, še kako pomembna. In zato je prav, da tudi molimo, da bi znali biti odgovorni do svojega življenja, drug do drugega, do skupnega dobrega, pa tudi do domovine. In potem je tu še vprašanje sočutnosti. Sočutnost na nek način pomeni odpreti se drugemu, videti drugega, začutiti drugega, kot brata, kot sestro, kot soseda, prijatelja. Ne nazadnje tudi kot potencialnega kristjana, ker je vsakem izmed nas Kristusov duh, čeprav se ga danes mnogi ne zavedajo, ga zanikajo, bežijo pred njim, ampak ne smemo pozabiti, da smo vsi Božji otroci in vsakem je Božji duh. In vsakem lahko prepoznamo tudi Kristusa. Jezus sam pravi, da bo vsakem izmed nas. Ob tem se mi zdi, da je prav, da se zavedamo tudi tega, kar nas stalno opozarja papež Frančišek, v kakšnem svetu in kakšni kulturi živimo, ki je kultura egoizma, kultura bežnega in navideznega, kjer resnično in izmišljeno se vedno bolj meša, kjer laž postaje resnica in kjer resnici več ne verjamemo. Pravi papež, živimo že v neki kulturi zavrženosti. La cultura dello scarto, tako uporablja to besedo zavrženosti, odpadkov, ki je pravzaprav ubogi, ni več moj brat in moja sestra, ki me potrebuje, ampak vedno bolj ne bodi ga treba, ki vznemirja mojo vest. In zato zagotovo rabimo to troje. Rabimo, da se učimo odgovornosti, da se učimo sočutja, da zato molimo, kajti iz tega se rojeva potem tudi ljubezen in spoštovanje, ki sta pravzaprav temelja tudi svobode. In če se vprašamo, kje človek vse to nekje se uči, je odgovor, da v družini. In zato vas vabim, da ob tem, ko molimo za domovino, molimo tudi za družino, za slovenske družine, za matere in očetje, ki so stebri družine. Mati pomeni ženo, ki ob sodelovanju moža spočne življenje in pomeni in moža povzdigne v očeta. Troedinost družine, lahko rečemo, je DNK naroda in tudi cerkve. Bog je to trojstvo, očeta, matere in otroka, blagoslovil in zavaroval tudi s svetim zakramentom, zaveze, enosti in neločljivosti, trdnosti, ki kaže najprej na zavezo Boga, ki jo je zgradil s človeštvom, in na zavezo Kristusa do svoje cerkve. In to je zaveza, ki jo Bog želi od samega začetka. Pravimo radi, da je družina osnovna celica naroda, da je družina osnovna celica cerkve. Lahko rečemo, da je družina osnovna celica tudi domovine. Upam si tudi izreči, da je družina osnovna celica prihodnosti in zibelka vere. In v teh dneh sem zasledil zelo zanimivo razmišljanje, ki bi
bi ga rad delil z vami, ki ga je imel predsednik Vatikanskega dikasterija Vincenzo Palli pred nekaj dnevi v Rimu, bolj točno v soboto, ko so se v Rimu zbrali 10.000 množica staršev, otrok, predstavnikov odbora za zaščito otrok. In tam je povedal nekaj zelo zanimivih takih misli. Zdi se mi, pravi, da je današnja družba izgubila sposobnost snovanja čvrstih vezi in odnosov ljubezni, na katerih bi utemeljili družino. In tudi izgubila sposobnost in zmožnost spremljati najšibkejše, ki so otroci, pa tudi ostareli. In zato pravi, se moramo znova naučiti oblikovati družine, take, da bodo močne v ljubezni in da bodo sprejemajoče. In to od nas tudi naši otroci zares pričakujejo. Ne zadošča samo, da ščitimo družino, sedaj, pravi, je čas, ko moramo začeti širiti kulturo življenja, kulturo ljubezni, kulturo sobivanja. Družba, v kateri živimo, mora postati pluralna. Ne sme nam vsiljevati nevrednot in otroci imajo pravico, da jih podpira družina. In zato pravi, če nam ta svet ponuja kratke zveze, mi hočemo dolgotrajno družino. Če je ta družba spremenljiva, mi hočemo močno in trdno družino, ki je utemeljena na evangeliju in cerkvi. Družina je Božji dar za uresničitev vsakega moškega in ženske, ki sta ustvarjena po Božji podobi. Je kraj, kjer se naučimo sobivati v različnosti, pripadati drugim in kjer starši otrokom posredujejo vero. To je pravi družbeni kapital, v katerega moramo investirati svojo pozornost, premišljevanje, svoje moči in tudi molitev. In zato se mi zdi, da je ta povezava med tem lepim geslom svoboda, odgovornost, sočutje, pravzaprav vse skupaj kaže tudi na potrebo po zdravih in dobrih družinah. In če vzamem še nekaj misli iz današnje Božje besede, smo imeli priliko slišati Abrahama, očeta vere, kako se je pogovarjal s svojim sorodnikom, Lotom, nečakom, in kako lepo pravi, naj ne bo med nama prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pasti, saj sva brata. Ena velika kvaliteta Abrahama, lahko rečemo, je bila miroljubnost, je bil mir. In druga velika kvaliteta tega moža, pravočeta, izvoljenega ljudstva, pa je vera v Božje varstvo in v Božje blagoslov. Ni se mu bilo treba kregati, ker je verjel v Boga, v njegovo vodstvo. In zato mu je Bog izrekel tudi tiste lepe besede, ki smo jih slišali. Pravi, Gospod pa je rekel Abrahamu, povzdigni oči in poglej, s kraja, kjer stojiš proti severu in jugu, proti vzhodu in zahodu, kajti vso deželo, ki jo vidiš, bom dal tebi in tvojemu zarodu na veke. In namnožil bom tvoj zarod, kakor prah zemlje. Ali more kdo prešteti prah zemlje? Kdor bo to preštel, bo preštel tudi tvoj zarod. To je prihodnost vsake domovine, da bi nas bilo od praha zemlje. Tako posnemajmo tudi mi v naši drži drug do drugega.
cenimo to, kar je sveto, kot je bilo v današnjem evangeliju. Ne dovolimo, da bi svinje razmetavale z biseri. Je groba ta beseda, če začneš o tem razmišljati. Ampak po drugi strani pa pustiti, da nekdo sprevrže tisto, kar je sveto, je tudi velika in huda stvar. In tisto, kar je sveto, na to bi morali kristjani biti zelo pozorni, da to ohranjamo in se ravnamo po tem zlatem pravilu, ki je Jezusovo pravilo, ki je pravilo, lahko rečemo, postave in prerokov, pravi Jezus, se pravi vsega svetega pisma, zlato pravilo. Ravnajmo z drugimi tako, kot bi želeli, da drugi ravnajo z nami. To pomeni, da smo mi prvi, da ne čakamo, kako bodo drugi. Mi že vemo, kako bi radi, da se z nami ravnajo. Tako mi prvi ravnajmo z drugimi. To je čudovito pravilo, vendar ga lahko tudi obrnemo in rečemo, ne dopustimo, da bi drugi ravnali z nami tako, kot mi ne želimo ravnati z drugimi. In tudi to je pomembno in se moramo tega zavedati. In tudi to je pomembna naloga. Pot, po kateri si prizadevamo za vrednote, za vzgojo, za kulturo, za poštenost, za pravičnost, vodi skozi, lahko rečemo, v smislu današnjega evangelija, skozi ozka vrata. Zahteva naš vsakdanji trud. Najprej samim seboj in nato tudi trud z drugimi, ki so okoli nas. Začnimo zato pri sebi, v krogu svojih družin in svojih prijateljev. Naj nam te misli pomagajo, da bomo pred Gospoda izlili tudi naše